Torej, gospod Leljak, še enkrat čestitke za zmago. Kakšni so občutki po včerajšnji zmagi? Ja, no, mislim, da še nisem dojel, kaj se je sploh zgodilo. Ja, malo smo praznovali, malo smo se nazdravili, prišel je tudi deželni glavar, dr. Aleksandar Majcen, tudi Elvir Vicevič iz Sevnice na Hrvaškem, dva tuja župana, tako da smo se malo poveselili. Ja, smo pripravljeni za delo. Torej, volivke in volivci v Radencih so vam zaupali mandat na čelu občine. Kakšna prihodnost oziroma kakšna je vizija razvoja občine? Tako kot sem tudi obljubljal, moja vizija je predvsem, da se bomo popolno spustili v evropske projekte. Za ta namen bomo ustanovili tudi posebno telo na občini, ki bo delovalo, in to je tisto, kar mi bo pobralo več kot 80% mojega županovanja. Vse ostalo bom prepustil direktorju občinske uprave, ki ga še tudi zaenkrat nimamo. Tako da, ja, predvsem denar iz Evrope, namreč v Radencih v vseh teh 27 letih nismo pridobili niti enega samostojnega evropskega projekta. Občina Radenci verjetno ima potencial, ki ga ni izkoristila oziroma ki ga lahko v prihodnje izkoristi. No, občina Radenci je imela ogromen potencial, ime v turističnem zemljevidu Slovenije in tudi širše. Seveda smo to turistično ime malo izgubili v teh 27 letih, verjamem pa, da so temelji še vedno dovolj močni, da na njih lahko zgradimo neke nove zgodbe, in to je tisto, v katero smer želim županovati. Torej, gospod Horvat, še enkrat čestitke na zmagi. Kakšni so občutki, da boste še en mandat na čelu občine Tišina? Ja, občutki so izredni, to lahko sem doživel od tretjem zaporednem mandatu. Tej priložnosti pa bi se seveda zahvalil vsem občankam in občanom občine Tišine za izkazano podporo. V bistvu sem dobil dvakrat več glasov kot moj moj protikandidat, in to me tudi navdaja z predvsem mislijo na podporo, ki smo jo občani in občanke podali. Tudi nenazadnje zaupanje v moj program in nenazadnje 8-letno delo, ki smo ga skupaj z občinsko upravo peljali. Tako da to so taki lepi občutki, ki jih se še zdaj podoživljamo. Je pa potem pred nami delo, se pravi, danes sem že prišel z terena, tako da delo se nadaljuje in potrebno vse to, kar smo si zadali, tudi uresničiti. Omenili ste že vaš program, mogoče če samo izpostaviva tiste ključne točke, kakšna prihodnost čaka občino Tišina? Ja, vsekakor bo kar precej gradbeno obarvano, se pravi, zdaj nadaljujemo z obnovo rekonstrukcije ceste na Tišini in Tropovcih, potem prepričan sem, da bomo v naslednjem letu tudi pričeli z obnovo rekonstrukcije ceste v vaseh Ivanča vas, Rankovci in Gderovci. Potem naslednji projekt, ki nas bo verjetno se dotaknil skoraj vseh vasi, je izgradnja druge faze pomurskega vodovoda. Tukaj sem prepričan, da z starimi in novimi kolegicami in kolegi nam uspelo državo prepričati, da bomo do konca tega finančnega obdobja ta projekt druge faze pomurskega vodovoda, ki je številka 1 med projekti znotraj pomurske regije, speljali naprej in potem bili tudi naši prebivalci priključeni na vodovod sistema B. Ena največjih želja pa tudi mojih je, da bi nam pa uspelo zgraditi večnamensko športno dvorano ter nenazadnje tudi obnoviti sakralni objekt, to je cerkev Marijinega Vnebovzetja na Tišini, da bo potem ob vsem tem gradbenem bilo tu nekaj vloženo v kulturo, pa še bo verjetno se kak projekt našel med temi 4 leti, ker ne moreš nekaj zabetonirati, tako življenje, nekaj pride, nekaj odide, in prepričan sem, da bomo ta program skupaj z ekipo članov občinskega sveta, ki me je podprla v drugem krogu, vse te projekte uspešno izpeljali. Torej, gospod Štajer, najprej čestitke ob zmagi. Kakšni so občutki? Ja, občutki so trenutno še kar mešani. To zmaga, jaz mislim, da
bom čez 4 leta dokazal, da je to zmaga za vse, čeprav ne govorim o tej kakšni tekmi pa to. Bila sta dva dobra kandidata, sva bila. Volivci so povedali, da želijo sodelovanje. To je, mislim, da odraz tega rezultata, ki je bil zelo tesen, in to je tisto, kar tudi ponujamo, in to je tisto, na čemer bomo delali. Povezovanje, sodelovanje in pogovor. Torej, na čelu občine Apače boste naslednja 4 leta. Kakšno občino lahko občani pričakujejo, oziroma kakšna je vizija razvoja občine? Ja, ves čas naše kampanje smo že delali na tej problematiki demografskega stanja. Jaz mislim, da v enem mandatu bo težko prestaviti te številke v pozitivno smer, bomo pa vsekakor delali na tem. Se pravi, delati občino, ki je prijazna ljudem, ki je prijazna mladim družinam, ki je tudi prijazna starejšim, in upam, da bomo uspeli tudi povezati te medgeneracijske stike, da bomo z dobrimi projekti in nekimi lepimi vsebinami umestili tudi to povezovanje znotraj občine. Mogoče samo še vprašanje. Občina Apače ima zagotovo nekatere danosti, ki mogoče do zdaj niso bile izkoriščene, oziroma ima potencial, ki bi lahko bil še izkoriščen. Katero je mogoče tisto področje? Ja, vsekakor je to turizem, vsekakor je to povezovanje čez mejo. Jaz mislim, da je tega bilo premalo. Že včeraj smo imeli v gosteh po izidu volitev ljudi, ki so sposobni tudi pripeljati ljudi iz onkraj meje, tako da smo že začeli intenzivno delati tudi na tem povezovanju, tako da neki dobri, jaz vedno pravim komplementarni projekti, ki bi lahko povezali obe strani naše reke Mure, za turizem, za podjetništvo, preživljanje prostega časa in seveda skupno promocijo. Jaz mislim, da moramo delati predvsem na tem, pa ne samo čez mejo, to so sicer ene zelo dobre danosti in možnosti tudi za črpanje dodatnih sredstev, predvsem moramo delati tudi znotraj regije. In jaz mislim, da je tukaj še veliko dela, veliko pogovorov in dogovorov nas čaka, da se povežemo kot regija in da začnemo delati na skupni viziji in skupni strategiji razvoja, ker mislim, da imamo veliko skupnih točk, ki jih moramo izpostaviti in izkoristiti.